Telo potrebuje rekreacijo. Potrebujejo jo ne le fizično telo, temveč tudi duhovno in duševno. In prav to smo počeli v sklopu e-delavnic rekreativno pisanje. Aktivirali in krepili, raztezali in napenjali smo mentalne in ustvarjalne bicepse in tricepse. Sem Stanka Hrastelj, pisateljica in mentorica kreativnega pisanja. Skupaj z udeleženci projekta vas vabim, da z nami praznujete predvečer Svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic, Noč knjige. Na rekreativnem pisanju smo skozi različne vaje obdelovali pisateljske tehnike, prijeme in postopke, kot so struktura pripovedi, pripovedovalska pozicija, oblikovanje osrednjih in drugih likov, odnosi in napetosti med liki, dialog, dinamika besedila in podobno. Predvsem pa smo odgovarjali na veliko vprašanje, kako s pripovednimi sredstvi zagotoviti čim boljšo bralsko izkušnjo. Ena od delovnih vsebin srečanj je bila obsežno materijo, dolgo razvejano zgodbo, čim bolj zgostiti. Torej stvari, ki bi jih lahko povedali v 300 strani dolgem romanu, skrčiti na manj kot en list. Piscem sem dala izziv, napišite neko življenjsko zgodbo, vaš zapis pa naj ne bo daljši od 300 besed. Za nocoj vam želim obilo užitka ob poslušanju zgodb. Glede knjig pa naj vas vse tiste, ki jih boste jemali v roke in prebirali, napolnijo in obogatijo. Majina življenjska zgodba. Majina življenjska zgodba je kot računalniška igrica, ki jo nekdo upravlja s kontrolerjem. Na igralnem ploščku so tipke gor, dol, levo, desno, naprej, nazaj, potrdi, zavrni in ne nazadnje domov. Majina življenjska zgodba se je začela že od čistega zarodka. Kot bi si nekdo želel, da bi bila igra vedno bolj napeta, kaotična in nepredvidljiva. Tipka začetek, rojstvo. Pravijo, da se pravo programiranje začne že v maternici, nezaželena. Tipka naprej, rodila se je deklica in ne deček, zavrnjena. Tipka nazaj, strah pred očetom, nezaupanje vase. Tipka gor, zaledje pri mami, pobeg na varno. Tipka dol, selitev k dedku in babici, osnovna šola med prijatelji. Tipka levo, prehitro odraščanje, samostojnost. Tipka desno, iskanje občutka varnosti, izobrazba. Tipka potrdi, pomoč drugim, želja po delu z ljudmi. Tipka zavrni, iskanje ljubezni, neuspele zveze. Tipka domov, poroka in rojstvo 2 otrok. Tipka reset, Majina tipka. Tipka, ki jo sedaj Maja pritisne, ko želi spremembe na bolje. Našla jo je, njena je in nihče ne ve, kje je. Moj svet, svoj svet. Sredi kočevskih gozdov na božični večer, v energiji ljubezni in zadoščenja, v iskanju ljubezni in potrditve, je začelo rasti novo bitje. Kaj vse se je dogajalo v času do 1. oktobra naslednje leto, vedo sedaj samo sojenice, dobre vile in angeli. Vsekakor dete je raslo in se razvilo, vendar ni imelo nobene potrebe, da pride na svet. Čakali so in čakali, vendar mamino telo ni pokazalo nobenih znakov, da otrok hoče na svet. Tako da je na nedeljski dan padla odločitev, da se otrok rodi in to s carskim rezom, saj je teža otroka 5 kilogramov pomenila precejšen izziv za mamico. Punčka, punčka, je zaklical oče in bil neizmerno srečen novega bitjeca. Veselja je bilo obilo, teklo je vino v potokih in opijanjena sreča je dobila novo dimenzijo. Imamo hčerko, deklico in ime ji je Darja. Očka in mamica nista dolgo ostala skupaj. Preveč je bilo momentov v življenju očeta in mame, ko stvari niso stale, kot bi morale. Darja je potem živela naprej z mami, ki ni bilo dano, da bi verjela v srečo in dobroto in predvsem vase. Mami, ki je videla večinoma temne plati življenja. Mami, ki je iskala popolnost in nikakor popolnosti ni videla v nepopolnosti.
in vsekakor ni hotela sprejeti marsikatere površnosti posameznikov in sveta, kjer je bila resnost sestavni del življenja oziroma življenje samo. Saj življenje ni hec, življenje ni ples, življenje je trdo in neizprosno. Saj v življenju je potrebno trdo delati in se držati pravil in imeti red. In marsikaj oziroma vse je imela prav, še kako prav. Napovedovalka na televiziji, na radiju, vendar mora znati uporabljati pravilno slovenščino. In kako je mogoče, da je ne uporablja? Kako je tako neodgovorna in kako se je mami jezila in popravljala in se jezila? In Darja si je zatiskala ušesa in Darja se je upirala vsej tej resnosti in vsej tej temačnosti, vsej tej mamini jezi in godrnjanju, kako stvari niso, kot bi morale biti. Sanjarila je in se umikala v svoj svet. Izpolnila je vse, kar je sistem pričakoval od nje in kar je mami pričakovala. A hkrati je takoj, ko je lahko, odtavala vedno znova v svoj svet. Moja življenjska zgodba. Moj boj za življenje se je pričel nekega 28. novembra popoldne, ko je že padel mrak in je zunaj ležalo več kot pol metra snega. Moja starša sta živela v Gradcu v Beli krajini, imela sta 22 in 27 let. Najbližja porodnišnica je bila v Novem mestu. Danes prevozimo to pot v zgolj dobre pol ure. Mama je popoldne dobila popadke, zato so sedli v belega fička z registracijo Novo mesto 3315, oče kot voznik, moji mama in babica na zadnjih sedežih. Vožnja je trajala neskončno dolgo. Ceste so bile makadamske in zasnežene, bilo je temno kot v rogu, dvigniti pa se je bilo treba z elegantnih 150 metrov nadmorske višine v Gradcu na 616 metrov do prelaza Vahta na Gorjancih. Očetu je avto večkrat zakuhal, zato se je moral neprestano ustavljati in na motor polagati sneg, da se je ohladil. Napredovali so po etapah. Mama je imela vse gostejše popadke, babica pa je bila vse bolj panična. Če vsi skupaj ne bi premogli veliko poguma in zdrave pameti, bi se ta avantura kaj klavrno končala, kajti mamo so po prihodu v porodnišnico morali priključiti na kisik, porod sam pa je bil izredno težaven. Aneks v zgodbi. Otroštva se bolj malo spomnim. Dejstvo pa je, da sem že v 1. razredu zapadla v eksistencialno in religiozno krizo. Ker sta me starša od rojstva klicala Bojka, sem se ob pojavu Bojane v redovalnici vprašala nekaj podobnega kot WTF ali kdo je Bojana. Vzgajala sta me kot zaprisežena komunista, zato je bila vera v naši družini tabu tema. Sošolka Nada mi je na poti domov dokazovala obstoj Boga, kar sem takrat kategorično zanikala. Iskanje odgovorov na obe ključni vprašanji mojega življenja mi je podarilo marsikatero konstruktivno uro razmišljanja, a privoščila sem si tudi precej zabave. Bilo je veliko življenjskih tekočin in mnogo dima za prazen nič. Oči. 33 je število mojih let. Še vedno iščem svojo hiško, a dom že imam. Vsak dan je do zadnjega kotička napolnjen s 3 pari pričakujočih in nadobudnih majhnih oči. 7. avgust, okoli 30 trilijonov celic, Koper. Takrat se je vse začelo. 56, številka, kjer sem preživela svoje otroštvo. Najzgodnejši spomini. 2 jablani pred hišo, lesena klop vmes. Za hišo gozd, vonj borovcev, na robu gozda zapuščena hiša. Dolga poletja v morju, neznosna vročina. Pes Ringo. Drevo vrezano v linolej, prva nagrada. Čas, v katerega se nerada vračam, osnovna šola, srednja šola. Čas deklištva, hrepenenja, sanjarjenja in nemira v duši. Iskanje sebe, umeščenosti, prekletstvo občutka povprečnosti, ujetost v ustaljene vzorce. Približno 600 milijonov srčnih utripov, nekaj tudi zlomljenih. In 151 milijonov vdihov in izdihov, veliko nepravilnih,
kdaj pa kakšen tudi izpuščen. In nato Ljubljana. Končno svoboda, neodvisnost in odraslost. Študij, izobrazba, služba. Čas popolne dvojine. Več kot 120 milijonov prehojenih korakov, nekaj tudi pretečenih, čeprav v življenju bližnjic ni. Pot, po kateri stopam, končno dobiva daljavo, včasih tudi razgled. Ob koncu dneva pa se najraje vrnem na številko 83, kjer je moj dom. Tukaj me čaka dodaten par oči, ki me spomni, da če želim ujeti tok, se moram enostavno prepustiti. On je moj mir.